Na razstavi Knjižnica padlih solz je mogoče videti serijo del z naslovom Kako nikoli ne jokamo sami. Sama postavitev je zasnovana kot pripovedna pokrajina, v kateri spremljamo zgodbo Ikite Namide. Njeno ime v prevodu pomeni živa solza. Zapuščene deklice, ki živi samo zapuščeno življenje in nekako v tej samoti odkrije, da nikoli ne joka sama. V svojih solzah odkrije solzni mikrobiom, bakterije, glive in druga bitja, mikroorganizme, ki živijo v njenih solzah. Ob tem odkritju je nekako tako vzhičena, da se odloči, da zgradi knjižnico padlih solz. V solzni skulpturi, posejanimi z ampulami, v katerih je pesek, je posušen solzni mikrobiom, ki smo ga posušili v mikrobiološkem laboratoriju s pomočjo znanstvenika Mirjana Švaglja, ki nam je pomagal solzni mikrobiom ujeti na pesek s procesom sušenja z zmrzovanjem oziroma liofiliziranja. Ta pesek smo potem zapakirali v ampule in ampule naselili v skulpturo. V skulpturi lahko opazimo, da niso vse odprtine zapolnjene in zato sta dva razloga. Eden razlog je to, da nekatere solze nikakor ne pretečejo zlahka, se nam usedejo v telo, s tem se povzročijo različne napetosti v telesu in včasih rabimo več mesecev, da sploh pridejo ven iz našega telesa, da se izcedijo. Tako da so nekateri od teh prostorov posvečeni tem solzam, druge odprtine pa so tam zaradi tega, ker če gremo dalje v pripovedni pokrajini, pridemo do svetišča živih solz, kjer so obiskovalci povabljeni, da donirajo svoje solze v stekleno skulpturo. Za odgovor za doniranje svojih solz pa dobijo zvok. Ta nek recipročni ritual, ki je tukaj omogočen, je postavljen na način, da nekako noče ločiti nekega biološke donacije človeškega telesa od neke kulturne sfere, s tem, ko obiskovalec za odgovor dobi zvok. Tako da tukaj se pokaže, da nekako ta postavitev ne verjame v razliko med naravo in kulturo, ampak misli, da je to del istega kovanca. Poleg tega pa je bila zasnova samega svetišča živih solz vzpodbujena z dvema teorijama, ki pravzaprav prihajata skoraj, da bi nekateri rekli, dveh nasprotnih si polov. Ena je teorija hipermorja, ki sta jo postavila biologa Diane in Mark McMahon in govorita o tem, da pravzaprav nikoli nismo zapustili morja, ampak smo svoje telesa samo zapakirali v vrečke morja in v njih zdaj potujemo po kopnem. Tako da dejansko smo še vedno morje. Druga teorija pa je teorija hidrofeminizma, ki jo je začela Astrid Nemanis in govori o tem, da so vsa vodna telesa planeta, tako jezera kot reke, kot morja, vedno povezani, tudi če so to majhne kapljice, kot so naše solze. Poleg tega pa ta teorija tudi postavlja dejstvo, da naša telesa niso gestacijski miljeji samo za človeške potomce, ampak se dejansko na naših telesih reproducirajo tudi drugi mikroorganizmi, recimo, kot so mikroorganizmi v naših solzah. Že s tem, ko pridemo do svetišča solz, nekako vidimo, da se sama pripovedna pokrajina razširi iz neke mikroosebne zgodbe Namide Ikite v neke širše hidrološke procese, ki so del celotnega planeta. In zaradi tega se v zadnjem delu postavitve ukvarja Namida Ikita z idejo o tem, kako preživeti dejansko v situaciji globalnih sprememb, kjer živimo. In v zadnji skulpturi so naseljeni hibridi med solznim mikrobiomom in Deinococcusом radiodurjansom. To je poliokstromofilna bakterija, ki jo nekateri znanstveniki
ljubkovalno imenuje tudi Conan the Bacterium zaradi teh moči preživetja v različnih ekstremnih situacijah, kot so poplave, pa hkrati tudi suše, pa hkrati potresi, radiacije in tako dalje. Tako da vsekakor je to za razumeti, da v tem momentu solzni mikrobiom nastopa kot neka metonimija za celotno človeško telo in ta postavitev zaključi z nekim odgovorom na to vprašanje, kako preživeti v času globalnih sprememb in da preživimo preko nekega medvrstnega povezovanja, hibridizacijo z drugimi bitji in tako mogoče imamo nekaj možnosti, da nam bo malce bolj udobne v sledečih desetletjih. V ampulah v knjižnici padlih solz je v pesku posušen solzni mikrobiom in ta isti material smo potem uporabili, da smo zgradili centralno postavitev, ki je peščena reka. Vsekakor gre tukaj za prikaz te vse povezljivosti vseh zgodb, ki gre od neke mikropsihološke zgodbe na Midej kite, ki jo spremljamo lahko na ekranih in se ukvarjamo predvsem na začetku z nekimi čustvenimi stanji te deklice, medtem ko gremo dalje po tej peščeni reki in se povežemo z drugimi zgodbami, pridemo celo do neke take makrozgodbe globalnih sprememb, ki pa prikaže ta širši problem, ki nas kaže in s tem tudi ta reka lahko je istočasno puščava. Vse to naenkrat se dogaja v teh časih globalnih sprememb. Eden od osnovnih vzgibov za to postavitev je vsekakor ideja o medvrstni utehi, ki jo človek lahko doživi, ko enkrat pogleda izven neke svoje mikroantropocentrične zgodbe in ugleda, da je povezan z marsikom drugim na tem planetu. S tem sem tudi zvok, ki preplavlja cel prostor, dejansko si zamislila kot neko tako pesem utehe, mirnosti, sprejemanja in v tej mirnosti gledanja, kako lahko se nekako znajdemo v času, ki je vse prej kot lahek.